glede števila dijakov v kolegiju ištejo do 900. Da je bilo naenkrat 900, pravi še kakšen čez. To pravi, vsaj 900 dijakov je bilo v tem kolegiju. In če torej vzamemo, da je Ljubljana bila majhna, je to bilo res študentsko mesto. In da so na ta način jezuiti imeli gotovo velik vpliv, ker iz teh študentov so prišli to, kar imamo akademija in tako dalje. To se je rodilo, to razno akademsko delovanje na raznih področjih. Pri tem treba poudariti, da je bilo povečano število študentov nekje na polovici jezuitskega delovanja, ko je Ljubljana dobila visokošolski študij leta 1704. To se pravi nekje na polovici. Prva polovica samo nižje šole, potem pa tudi višje šole, filozofija, teologija, torej polovica univerza, kar pomeni dvakrat več študentov. Kaj pa je tega? Ja, prosim. To najbrž niso bili samo Kranjci, Slovenci. Ali je kje, kakšen podatek, od kje so prišli vsi ti dijaki, študenti? Ja, seveda imamo podatke, predvsem iz teh podatkov o domicilu, na domicilu obstaja. Torej bili so tudi Čehi, bili so tudi Nemci, tudi kakšen Islanci. Bilo je veliko razlike, kar pomeni po svoje, da so samo del teh študentov hranili doma, Drnimo Valvazor, ki je študiral, je najbolj stanoval doma. Velika večina pa je služila tudi za profit Ljubljančanom, ker so seveda plačevali določene stanine. Zato so Ljubljančani radi videli, pa tudi katerokoli drugo mesto, je rado videlo, da ima študente, kajti oni prinašajo denar. Ne samo znanje, tudi denar. Prosim. Jaz bi mogoče vprašal tole. A je za Janeza Krstnika Dolarja mogoče reči, da je bil v svojem snovanju kakorkoli izviren ali pa samosvoj, ali je v bistvu pravzaprav samo, lahko rečemo, kopiral to, kar je bilo v Evropi nekje običajno, pa ga ne moremo reči, da kakorkoli izstopa? V celoti glasba 17. stoletja evropska je v večinoma narejena po močnih modelih. Tako da vsi skladatelji, tudi najboljši, so se posluževali nekih obrazcev, kako skladati, in prav tako tudi Dolar. Nimamo nekih skladateljev, ki bi bili tako izvirni kot mogoče kasneje v 19. stoletju, predvsem, ko res pride ta notranji izziv skladatelja na plan in naredi nekaj čisto drugačnega in posebnega. Ta glasba v Dolarjevem času in vsa Dolarjeva glasba je, zdaj bom nekaj zelo grdo rekla, je utilitarna. Napisana je bila zato, da se izvaja v cerkvi, da služi bogoslužju, da služi študentom, tudi baleti, da služi študentom, dijakom za rekreacijo v samem seminarju. Tako da Dolar ne izstopa iz povprečja evropske glasbene zgodovine. Je pa dober skladatelj. Ja, hvala. Jaz imam še eno vprašanje v zvezi s gledališčem v Tivolskem gradu, ki naj bi ga imeli, če se je ohranila kakšna glasba. Ne, zdaj bom povedala eno žalostno stvar, da je glasbena zgodovina jezuitov v Sloveniji, v Ljubljani, med najmanj raziskanimi, torej to je naša bela lisa v raziskavah muzikoloških, kajti ko smo izčrpali, ko so pretekli muzikologi izčrpali anale jezuitov in vsa imena, ki so tam omenjena, in sistem glasbenega šolanja, kako je to potekalo in kaj vse je bilo, torej veliko glasbe je bilo. In ko so bile pregledane še te sinopse jezuitske, ki omenjajo, seveda, da se je pri dramah tudi izvajala glasba, smo končali. Torej, nimamo niti ene note tukaj ohranjene. Jaz sem prepričana sicer zdaj po intuiciji, da bi se celo znalo še kaj najti, vendar ne v okviru Slovenije. Razen, če ste skrili kakšne note. Če ste zelo dobro skrili. Ja, vse je možno.
Prosim, ja. Mene zanima, jaz ne poznam termina kolegij. A je to srednja in univerza, kam bi ga zdaj uvrstili, koliko časa traja, koliko je bilo to zahtevno, kaj so se učili? Se pravi, kolegij je v tem primeru oznaka ne samo za šolo, ampak za neko celoto, ki jo tvorijo tudi nepedagoški del. Ne? Torej, celota, recimo polovica jezuitov, tako okvirno rečeno, je recimo poučevala, ne? Druga polovica je bila pač recimo vodilni kader, potem je bila pa še približno tretjina bratov, ki so pač opravljali druga dela, kuhali, torej te stvari, kar so seveda novine. Tako da vse to skupaj je kolegij. Ste pa dom neki, dijaški dom. Ja, dijaški dom je pač spada zraven, stvar je bila taka, da Dolenjske ceste tukaj zraven, kako je že to Cojzova, kako je že ta zraven? Karlovške ceste ni bilo, tako da je celotna stavba obsegala tudi Gruberjevo palačo, torej to je bil pač ograjena stvar, tako kot so pač vsi te univerzitetne, čeprav seveda formalno ni bila univerza, ampak to je bila zaprta stvar, v kateri so bili tako dom za profesorje, torej za formirane jezuite, kot dom za pač dijake in seveda učilnice in sama cerkev. Vse to je bilo noter in vse to je pač spadalo pod kolegij. Sam študij, po katerem sprašuješ, je pa seveda malo težje razložiti, zaradi tega, ker je obstala srednja šola, ki se je takrat imenovala nižji študij in je obsegala 5 do 6 let, temu bi lahko rekli gimnazija. Potem je pa obstajal tudi višji študij, ki pa danes ne obstaja več. In je bila nekaj vmes med srednjo šolo in univerzo. Torej, v tistem času si moral končati filozofske študije, ki so obsegale tudi nekaj iz glasbe. Torej, šlo je pač za 3-letni študij, prvo leto je bila logika, drugo fizika, tretjo fizika. In tega ni več, in če si končal, ko si končal filozofske študije, si se vpisal na univerzo, ki pa je bila takrat samo trojne variante, torej ali si postal pravnik, medicinec ali teolog. To je bilo pač v katoliških državah tako. Se pravi, težko je zdaj v naših sedanjih schemah reči, kaj pravzaprav ta vmesna schema je, torej, ker je ni več. Torej, mi imamo zdaj srednjo šolo pa univerzo, takrat je bila pa še ena 3-letna vmesna stopnja, ki je v Ljubljani bila popolna. Torej, tako lahko rečemo, da Ljubljana je imela od leta 1704, 70 let, polovico univerze. Imela je teološki študij in filozofski študij, ni pa imela medicine in prava. Mene je zanimalo, kako to, da so v Zagrebu priznali, da je to začetek univerze, v Ljubljani pa ne priznajo kolegija za začetek univerze. To se pravi, zdaj Hrvati imajo to majčkeno formalno prednost, da so imeli neke kralje Tomislava in podobne, zato so dobili ta dekret, torej, kakor je univerza, ampak ga itak niso koristili, torej, da te priznajo za univerzo formalno gledano v svetu, potrebuješ 2 stvari, vladarjev dekret in pa da si komu podelil doktorat. Zagrebčani ga tudi nikomu niso podelili, tako kot Ljubljančani ne, seveda ne, ker seveda to ni nekako šlo, ampak seveda problem je v bistvu v kvaliteti, to so samo formalni okviri, ne, tudi pač te dekreti, ne, ampak problem je v kvaliteti in kvaliteta je bila, torej kvaliteta je premenljiva in gre za povsem politično odločitev. Se pravi, Rim ali pa Gradec podobni šoli priznava kontinuiteto sedanje univerze, mi pa ne. Torej, mi bomo lahko praznovali 100-letnico univerze, namesto da bi praznovali 312-letnico, torej čisto politična odločitev, lahko bi jo praznovali, kar bi bilo lepše, da se pojaviš v svetu, pa rečeš, jaz sem pa študiral na 300 let stari univerzi, a pa rečeš, jaz sem pa študiral na 90 let stari univerzi. Ampak seveda, to je čisto politična odločitev, polovica univerze je bila, podobno je bilo tudi drugod, nekaj pač priznajo, nekaj je priznajo, ampak seveda, odločitev je v političnih vzrokah, ne v strokovnih. Prav 3 leta je bila višja šola? Višja šola, torej lahko bi rekli filozofski študij, to bi lahko rekli, da je bila torej univerza. Pač, a je pa še kaj potem? Lahko si šel v Ljubljani, če si ostal, ne, če nisi hotel dodati, si lahko nadaljeval kot študent teologije in si pač postal torej, pač univerzitetno izobražen teolog, kar bi se lahko reklo, torej, da je končan študij, čeprav
Seveda je bilo zaželeno, da si morda čisto formalno dobil doktorat še nekaj drugega, gremo v Gradcu ali pa na Dunaju. Koliko časa pa traja ta Torej, sam študij traja takole, da si imel 5 ali 6 let nižje študije, kar je bila gimnazija, na kar si prestopil na filozofijo, ki je trajala recimo 2 ali 3 leta, v različnih obdobjih malo različno. Potem si imel 2 leti prakse, kar je pomenilo, da si poučeval na nižjih študijah ali pa da si prakticiral matematiko. Torej, če si bil talentiran, so te dali, kakor bi rekel, na nek repetitorij matematike, tudi 1 ali 2 leti. Po teh 2 letih najmanj prakse si potem študiral kakšnih 5 let teologijo, na kar si šel na pač to 3. aprobacijo, prisego in si postal formiran jezuit. Če štejemo, okrog 15 let. A pa osnovna šola? To pa niso. Torej, jezuiti so bili pač, torej, kako bi rekel, malo elitistični. Torej, osnovno šolo so poučevali le v izjemnih primerih. To so prepuščali raje drugim. Oni so prevzeli samo tisto, kar bi danes rekli srednja šola in univerza. Osnovne je bila osnovna šola pol? Ja, formalno gledano ne, ampak nekje, ko si prišel v jezuitsko nižjo šolo, si moral znati pisati in računati. Če ne te niso vzeli oziroma so te držali v pripravljalnici nekaj let. Zato je tudi precejšnja razlika med študenti, ki so bili plemiškega rodu in so imeli neko predizobrazbo, in tistimi, ki so bili navadni kmečki sinovi, kakor Jurij Vega, ki je mogel pa, seveda, ki ni imel neke izobrazbe, tam pač, ker je bil doma v Zagorici, ker pač ni bilo te možnosti in so začeli z nič. Zato so seveda plemiči veliko hitreje prišli do konca študija, torej precej mlajši, kot recimo Vega, ki je recimo končal študij pri Gabrielu Gruberju pri 20 letih. Torej, precejšnja razlika. Tukaj seveda tudi ni šlo čisto za letnike, ni se šlo za leta in za letnike, ampak je šlo, torej sistem poučevanja je bil malo drugačen. Še kakšno? Jaz bi vprašal glede cerkve. Cerkev je bila razvijena kot cerkev kolegija ali kot mesta cerkev, da se poudari nekaj novo poslanstvo mesta, ali pa tudi iz društveno-pastirskih razlogov, ker ste rekli, da je veliko inovacij, čisto arhitekturni, te so sigurno bile narejene za neke potrebe. Je o tem kaj poročili, kako je nastal koncept te cerkve? Ja, kolikor je meni poznano, je cerkev bila del kolegija jezuitskega in so tudi jezuiti bili tisti naročniki, ki so izbirali arhitekta ali pa kiparje, slikarje. Tako da jo je potrebno gledati v sklopu jezuitskega kolegija, jezuitske posesti in cerkev je tudi funkcionirala v bistvu večinoma za te dijake, za bogoslužja profesorjev in članov kolegija oziroma dijake. Imeli so pa tudi te odprte procesije, tudi v slovenščini so igre izvajali, tam pa mislim, da je plemstvo sigurno, vsaj recimo od začetka 18. stoletja, ko so te empore zgradili na sedanji cerkvi, so bile namenjene južne empore za ljubljansko plemstvo, da je prisostvovalo slovesnim mašam, severne empore so bile pa za to študenterijo oziroma dijake, kako bi jim rekli. Tako da predvidevam pa, imela je tudi pomen v samem mestu kot takem, vendar jo moramo gledati v sklopu jezuitske redovne skupnosti oziroma te družbe Jezusove. Zakaj so pa izbrali ravno zavetnika svetega Jakoba? Oziroma, koliko je povezano to s to romarsko potjo proti Santiagu? Koliko je vplivalo to romarsko gibanje na jezuite in mogoče obratno, če imate kaj o tem podatkov? Jaz osebno ne vem, vem pa samo, da je že prvotno je bila tukaj cerkev, kaplanija svetega Jakoba, tam že v 13. oziroma potem 14. stoletje, ko pridejo pa itak še Avguštinci sem, jo imajo še vedno za svetega Jakoba, je cerkev ohranila svojega patrona. No in kasneje, ko pridejo jezuiti, ohranijo tega zavetnika svetega Jakoba. Zdaj, kako je pa kaj povezano z romarsko potjo, z Jakobom in Kompostelo, pa jaz ne vem, morda... Jaz sem imam v spominu, da je sveti Jakob bil v tistem določenem času najbolj znamenit svetnik v evropskem prostoru. Ne sveti Peter,
ali sveti Pavel, ampak Jakob. Kdaj? Ja, pač Bog ve, kaj se to delovalo, ampak sveti Jakob je bil tako popularen, da so potem toliko tudi Jakobovih cerkva imeli. Mene pa še zanima v zvezi s stolnico, ta neka tekma. Ja, tako izberov, kolikor je videti, tudi oni sami v kroniki pišejo, nekako, ko se je Ljubljana začela prebujati v tej baročni dobi, so si bili konkurenti. Tukaj v Svetemu Jakobu so recimo uvedli ta tloris te cerkve z stranskimi kapelami, pa oba stolpa v ospredju, pa so malo prehiteli stolnico, ne? Ker v stolnici so pa tudi malo prezidavali tisto romansko oziroma gotsko potem cerkev, so jo spreminjali, vendar z novo gradnjo začnejo šele v začetku 18. stoletja, ko ta že stoji tukaj. Ne? Potem recimo v tistem obdobju so tudi frančiškanska cerkev, tista, ki je stala, ta staro, moramo imeti v mislih, je stala na Vodnikovem trgu, današnja, ki jo poznamo, je bila na mestu nekdanje Avguštinske, ko so te Avguštince od tukaj prestavili na Vodnikov trg oziroma so jih to malo selili. Potem je bil tu še kapucinski samostan, pa diskalceati, pa tako kar nekaj novih samostanov je nastalo, ali pa cerkev Svetega Petra v Ljubljani je bila tudi kot prafara, kot matična cerkev ljubljanskim cerkvam, je nekako potem v baročnem dobi ta Zamonika, ki je doživela to baročno predelavo, ki jo danes poznamo oziroma v tej obliki obstaja. Očitno je konkurenca dostikrat pozitivna. Bili so pa verjetno tudi malo, so želeli biti vrhunski, ne, ta prvi. Ko bi rekla, da so tudi s tem, ko so začeli izbirati, ko so pogojevali svoje želje oziroma izrazili svoje želje, koga želijo, kakšno arhitekturo želijo, so uvedli v mesto kar dosti teh sprememb. Pa ta njihova širina, ne, verjetno Rim, je močno kulturno središče. Naši sicer tule so se potem, kar se kiparstva tiče, bolj posluževali severnoitalijanskih umetnikov, oziroma konkretno Benečanov, pa iz Padove. Ja, prosim. A ste mogoče tudi raziskovali liturgično opremo te cerkve, paramente in liturgično posodje in drugo? Torej, cerkev Svetega Jakoba ima kar nekaj knjig oziroma študij in monografij. Zdaj za liturgično posodje imamo to srečo, da je tule pred leti je doktorica Marjetica Simoniti napisala tole knjigo, tole knjižico, bila je tudi razstava vsega tega sakralnega posodja, tako da sakralno liturgično posodje za starejšo dobo, tudi pravzaprav 19. stoletje v knjigi, je lepo raziskano. Za paramente oziroma mašne plašče, pluvijale, to pa jaz ne poznam, saj ne v neki knjižni obliki, se morda kje nahajajo kakšni članki, ker je mnogo strokovnjakov raziskovalo cerkev Svetega Jakoba in kolegi tako z področja umetnostne zgodovine, kot potem tudi recimo same zgodovine, liturgičnih posodja, cerkvene opreme, ostale, tako da kakšno monografijo bo treba še napisati, vkolikor ni sicer verjetno kar dosti zgubljenega. Vem, da nekaj je v Mestnem muzeju ljubljanskem, naj bi bila neka zbirka, pa mogoče v Narodnem muzeju, ker ne vemo, ker ko je samostan bil razpuščen leta 1743, red ukinejo, 74. je sploh požar tukaj le uničil ogromno knjig, arhiva, ob tem morda tudi plašče, to ne vem, samo ugibam, ampak danes tukaj ni ničesar, kaj več starejših datumov, ne? Ne, mi nimamo teh stvari. Ampak to se pač v teh drugih, ko si omenila, v teh drugih takih ustanovah še dobijo kakšne stare izvidske stvari, ko so knjige in podobno. Mi tu nimamo ničesar, ker 1773. je bil jezuitski red ukinjen. 1785. je to postala župnija pod vodstvom škofijskih duhovnikov. Torej mi jezuiti več nimamo potem nobenega vpliva na to, kar se je tu dogajalo. Dokler nismo znova prišli zdaj v najnovejšem času nazaj. A so
Sem samo vprašati, kaj so razlogi, da je bil jezuitski red ukinjen. Ja, to je pa dolga zgodba. Dejstvo je, da je bil jezuitski red ukinjen od papeža 1773, da je bila tedaj Evropa v svojih političnih predstavnikih nasprotna jezuitom in njihovi vzgoji. Jezuiti so bili za tedanje civilne oblasti v Evropi široko, Portugal, Španija, Francija in tako dalje, Avstro-Ogrska, Avstrija, Madžarska, so bili tako močni po svojih kolegijih, da je to zbujalo ogorčenje in počasi so se maščevali. Jezuiti so imeli svoj kolegij, zdaj pa poglejmo. Ljubljana, Reka, Gorica, Trst, Gradec, Varaždin, Zagreb. Torej, povsod so bili jezuitski kolegiji, povsod so vzgajala mladina, ko ni bilo tega civilnega šolstva razvitega. In to je moralo odmevati pri tistih, ki so potem pristiskali na papeža, dajte vi tole nekaj urediti. Tole ni v redu, jezuiti imajo preveč oblasti in oni so imeli na ta način res nekaj skoraj monopol, da bi hoteli, ampak so se trudili za vzgojo mladine. Ali lahko vprašam še kaj pa v času komunizma? Ja, jezuiti so bili izgnani iz Ljubljane 1949. 1949 so bili izgnani. Predtem so bile demonstracije okrog cerkve svetega Jožefa in parole, ki so takrat so bile vedno pri demonstracijah parole, ki so jih morali izgovarjati. Parole so bile samostane iz Ljubljane. No, to je jasno, Samostane iz Ljubljane, Ljubljana mora postati moderno mesto, brez tega, in jezuiti paraziti. Ja. Samostane iz Ljubljane, jezuiti paraziti. In potem seveda so bile demonstracije, to patri pri svetem Jožefu bolj vejo, so bile demonstracije in so 49. leta tudi jezuitom vzeli cerkev svetega Jožefa, ki je postala to, kar je bilo. Viva film je imel tam svoje. Jaz sem še sam videl, kako je bil bazen noter v cerkvi, da so lahko snemali razne bitke na morju. So imeli male ladice, potem pa in tako dalje snemali. To jaz sem že tisti sam videl, pravi tak ribnik tam sredi svetega Jožefa. Pa vzeli so hišo in dom duhovnih vaj. Samostane iz Ljubljane, jezuiti paraziti. Ven. Ven z njimi nočemo jih več. Kam so šli? Prosim? Kam so šli? Ja, dve možnosti sta bili za jezuite. En del je šel v zapore, en drugi del je šel pa na Bogenšpek v neko tako pregnanstvo, kjer jim je bilo prepovedano dušno-pastirsko delo, da bi tam počasi izumrli. Drugi pa v zapor, tako v glavni so šli vsi v zapor. Če bi želeli, imam tu pri sebi, koliko let so kateri patri dobili. Od 9, 7, 5, to je šlo vse po letih. Ja. Kaj pa bila obtožnica? Prosim? Čisto so obtožnica? Ja, konkretno pač. Ja, se bom povedal konkretno. Ste me izvali, pa konkretno. SF, Saje Frančišek, slovenski poročevalec 4. maja 1949. Kljub svoji tajni in previdni metodi dela, da bi ohranili boljši glas in svobodo, so bili ljubljanski jezuiti in z njimi sploh jezuitski red sedaj docela razkrinkani kot posebna špijonska organizacija Vatikana, tega centra klerofašistične reakcije,
in zvestega zaveznika imperialističnih vojnih huskačev. Tako, vidite, kakšni smo bili in ni čudno, da so morali taki samostalni iz Ljubljane. In potem piše, v soboto popoldne je senat okrožnega sodišča razglasil sodbo po razpravi proti skupini obtoženih ljubljanskih jezuitov. To je 49. Ludvik Lederhas, superior jezuitskega samostana, je bil obsojen na 12 let odzema svobode in 5 let izgube državljanskih pravic. Janez Jauch na 9 let in 3 leta izgube pravic. Lazarist Alojz Trontelj, ki je tam pri nas stanoval, na 8 let in 6 mesecev ter na 3 leta izgube pravic. Ivan Prijatelj, to je še zdaj živi v Poljanski dolini, to je laik, na 8 let in 3 leta izgube pravic. Jaz je bil moj vzgojitelj, pater Prejac, na 6 let in 5 mesecev ter na 2 leti izgube pravic. Janko Koncilija, dobra dušica, tak blagi, na 5 let in 7 mesecev ter na 2 leti izgube pravic. Rudolf Pate, moj instruktor v novicijatu in tretji probaciji. Rudolf Pate na 5 let in 2 leti izgube pravic. Marija Zdešar, to je mama od tega Zdešara, Janeza Zdešara, v katerem se zdaj, ki je tam pri Svetem Jožefu v Celju. Marija Zdešar na 2 leti in 2 meseca. In Ivanka Velikonja, to je od Narte Velikonja, znanega pisatelja, na 2 leti. Hkrati je sodišče, to pa zadnji stavek, hkrati je sodišče izreklo tudi zaplembo vsega premoženja jezuitskega greda v Ljubljani. Še amen bi morali dodati. Ja, zven z njimi. Nočemo jih več. Ne? To je bilo, to niso bila pravila, to je bil zakon tistega časa. Ne? Religija ne sme obstajati. Ne? Zakaj so pohotili, so jih ali v zapor ali na Bogošper? Ker tam ne bi bilo nobenega novicijata. Oni bi tam izumrli, novicijat je pa v Zagrebu bil. Pa ne bi sprejemali nobenih novincev. Sicer pa imamo tu zgodovinarje, ki bodo ali je to res ali... Prosim? Ja. Ja, to je pa premlado dobo zame, jaz sem arheolog. Torej spada že v arheologijo, no? Anekdoto, kako so Jauha jeli. No, prosim. Jauha je začeval Stenko Rotar in je rekel, da je on bil poštar, da nosil pošto iz Slovenije v Italijansko Gorico in da je, koliko punta ve, da je nesel 300 kosov pošte v nekaj meseci. Da je rekel, vem, da je priznate, zdaj med nama, jaz to dana med nama, točno on je to zapisal, prednji povesti, koliko kosov pošte se nekaj 6. To so moje informacije, to ne bo nič obtožnice. Je rekel, jaz sem nesel samo 3 pisma, je priznal. Hvala lepa, tovariš Jauh, dovolj je za obtožnico. List se nesel pregovoril besedo in ga obtožil na 9 let pa pol zapora in je preživel vsa leta do zadnjega dne in je na koncu se je pritožil, ker so ga spustili 4 ure predolgo, so ga držali v zaporu, ker če si zaprt do povdne, so se aretiraš do povdne, moraš biti povdne izpuščen. On je bil aretiran do povdne, pustili so ga popovdne ob 4. In meni je rekel, veš čas, to smo mi zafražmagali, da niso pazili. No in če tisti, ki so brali Litvina Zupanca, on opisuje Jauha po njegovo držo v zaporu. On je prišel v zapor, torej
zaprti retuši etiko, njemu pred zaporom so vzeli 5 reber, tako da en del tuš sploh ni deloval. In je torej kot bolnik, vse je nasproti etiko, je šel v zapor in je tam vse 9,5 preživel. No in v tem je pomol pa je leta 75. Meni je to povedal v Mariboru, te svoje izkušnje, tako da to je njegova izjava, to ni zdaj, da bi kaj pripovedoval. No in potem je rekel, pravi, da so potem prevajali knjige, ker so vedeli jezike. On je prevajal v zaporu, tu v Ljubljani je prevajal čisto najnovejše psihološke knjige iz Amerike. Policija rabila, potem drugi so pravili druge stvari, tako da povod za zapor je bilo 0. Če je pater Greden prišel v zapor, ker je za misijono rekel, če pogledal, vsi bi ta, ko je vstal, bi rekel, da je pekel in da so vice. In razlog za zapor je bil, ker je vznemirjal vest občanov. Ni nobene težkega razloga. Še kakšno vprašanje našim predavateljem? No, potem mi lahko zaključimo.